Dobar dan vsem. Poglejmo zdaj, kako se rešijo binomske in trinomske enačbe. Tukaj imamo dva primera binomskih enačb. Imata dva člena, od katerih je ena konstanta in drugi ena potenca od x-a. Jih rešimo enostavno tako, da izoliramo potenco od x-a, skoraj tako, kot delamo z enačbami prve stopnje. Torej, ta 24 nesemo na drugo stran. 3x na tretjo je enako minus 24. Tukaj delimo s 3, ker 3x na tretjo deljeno 3 je x na tretjo. In tukaj imamo minus 24 deljeno 3 je minus 8. Sedaj, x na tretjo je minus 8. Koliko je x? Je tretji koren od minus 8. Kubni koren od minus 8. In je minus 2. Ker je 3 je liho število, pod tretjim korenom imamo lahko tudi negativno vrednost. In imamo samo eno realno rešitev. Nimamo plus 2, ker plus 2 na tretjo je plus 8. Torej nam da samo eno realno rešitev to. Sedaj tukaj podobno, peljemo na drugo stran minus 162, torej 2x na četrto je 162, delimo z 2, x na četrto je enako, 162 deljeno 2 je 160 deljeno 2 plus 2 deljeno 2, 80 plus 1, 81. Sedaj, koliko je, x je četrti koren od 81, koliko je? Je 3, ker 3 na četrto je 81. Tukaj 4 je sodo število, imamo plus ali minus 3, ker tudi minus 3 na četrto je še zmeraj 81. Preidemo zdaj na trinomske enačbe. Osem x na šesto minus 9x na tretjo plus 1 je enako nič. Ta enačba ima tri člene, eden je konstanten in tukaj imamo dve potence od x-a. Tisto, kar je važno za to, da imamo trinomsko enačbo, da ta potenca x-a je dvojna od te. 6 je dvojno od 3. Zakaj je važno, da je dvojno? Poglejmo, ker ta x na šesto lahko napišemo kot x na tretjo, vse na drugo, minus 9x na tretjo plus 1 je enako nič. In tukaj vidite, imamo x na tretjo, x na tretjo, torej uvedemo novo neznanko, na primer jo kličem t, ampak lahko rabimo katerokoli črko, t, ki je x na tretjo. In torej to lahko napišemo kot 8t na drugo minus 9t plus 1 je enako nič. Zdaj rešimo to s formulo t1, 2 je enako minus b, minus 9 je 9, plus minus koren od minus 9 na drugo je 81, minus 4 ac, minus 4 krat 8 krat 1, minus 4 krat 8 je 32, vse uljomljeno, 2 krat 8 je 16, 9 plus minus koren od 81 minus 32 je 49. 9 plus minus koren 49 je 7. Sedaj imamo t1 in t2. T1 dobimo z minusom. 9 minus 7 je 2, 2 šestnajstini. 9 plus 7 je 16, 16. Torej 2 šestnajstini krajšamo z 2 in dobimo 1/8. Tukaj 16 šestnajstin je 1. Nismo končali, ker mi smo iskali x, tukaj je t. X na tretjo je t, torej x na tretjo je ta vrednost, 1/8. In to je enačba, potem lahko napišemo x na tretjo je enako 1. Torej, x na tretjo je 1/8, dobimo, da x je ena polovica. Dobimo eno rešitev, ker 3 je liho število, dobimo eno realno rešitev.
тук isto, x на третия je 1, torej x je 1. Torej, ti dve sta rešitvi te enačbe. Zdaj poglejmo še en primer trinomske enačbe, ki dobi posebno ime bikvadratna enačba. To je trinomska enačba, kjer imamo četrto in drugo potenco x-a. X na četrto minus 2x na drugo minus 8 je enako nič. Podobno kot prej, tukaj imamo x na četrto, ki je x na drugo minus 2x na drugo minus 8 je enako nič. Uvedemo novo znamko t, ki je x na drugo, tukaj imamo t na drugo minus 2t minus 8 je enako nič. Sedaj rešimo s formulo t na 2 je minus b, minus minus 2 je 2, plus minus kvadratni koren b na drugo, minus 2 na drugo je 4, minus 4ac, minus 4 krat 1 krat minus 8 je plus 4 krat 8, kaj imamo minus 4 krat 1 krat minus 8, minus krat minus mi da plus. 4 krat 8 je 32, vse vlomljeno 2, 2 krat 1 je 2. 2 plus minus koren, 4 plus 32 je 36, vse vlomljeno 2, 2 plus minus koren 36 je 6, vlomljeno 2, t1, t2, torej t1 je 2 minus 6 je minus 4 polovice, 2 plus 6 je 8 polovic, tukaj minus 4 deljeno 2 je minus 2, tukaj 8 deljeno 2 je 4. Torej, sedaj se vrnemo sem, x na drugo je t, torej imamo, da x na drugo je minus 2 in x na drugo je 4. Sedaj, kvadrat realnega števila zmeri pozitive, ne mora biti minus 2. Torej, ta enačba nima nobene rešitve med realnimi števili. Ta enačba x na drugo enako 4 ima kot rešitve plus ali minus 2. Tukaj je sod eksponent, imamo plus ali minus 2. Tisti sta edini rešitvi te bikvadratne enačbe. Prosim, všečkajte in upišite se. Hvala.